Hiša Brenčičevih v Lipljah. Voda jim je popolnoma zalila pritlični del hiše in skoraj prišla do prvega nadstropja. Danes, ko je počasi vendarle odtekla, pa je za seboj pustila pravo razdejanje. Pred 3 tedni tukaj nismo mogli stati, ne? To je bilo polno vode. Ja, polno vode. In zdaj je to vse dvignila voda, tako da mrzlo je bilo, grozno mrzlo, neverjetno mrzlo, strah. Tukaj sploh sem včeraj šla še skoraj prvič noter. Sedaj jih čaka veliko dela. Sušili bodo po domače, na stežaj odprta okna in vrata. Upajo, da jim bo tokrat vreme šlo na roko. Skupaj z ostalimi sokrajani so že začeli s čiščenjem, saj se je voda že precej umaknila. Voda je šla dol že več kot 2,5 metra, ne. Tako da gre kar upada, ne. Ja. Za koliko na dan? Ja, poglejte, začela je prav počasno, 1 centimeter, 2, 3, no zdaj pa že kar 23, 24 na dan. 5 objektov je še vedno poplavljenih, tudi vreče s peskom bodo zaenkrat še ostale. Na občini se dogovarjajo, da bi jih domačinom odstopili, ti bi jih lahko uporabili za obnovo. Zagotovili pa so tudi že razvlaževalnike. Za začetek bo razvlaževalnikov 48, vendar smo dogovorjeni, da jih lahko dobavimo tudi preko 100. Pomoč prizadetim v poplavah nudijo tudi na Postojnskem Rdečem križu. Oblikovali so posebno komisijo za dodelitev denarnih sredstev in prejeli 31 vlog. Ljudje bodo, glede na višino škode, dobili od 500 do 2500 evrov. Odprli ste tudi poseben transakcijski račun? Res je, no, to je naš račun, seveda s sklicem 2014, namenjeno je za poplave v Planini, do sedaj se je zbralo 2300 evrov. Sredstva zbirajo že dober teden. Prošnjo za pomoč so naslovili na 32 podjetij. Do danes se je odzvalo le eno.